Se vem, da me gledate v nedeljah, ampak jaz sem v nedeljah v resnici v hribih. Joj, Barbi, ne smeš to povedati. Ja, ok, sorry, dajmo še enkrat. Ne, zdaj se zahecam. Ja. Blooper, ups. Ja, naša Barbara Imperl še vedno ostaja ista Barbara Imperl. Vesela, nasmejana, zabavna. Tista simpatična in zgovorna gospodična, ki se s petkami podi po deželi. No, pa ne samo po deželi. Ja, nekako sem raj nad 2000 metri, pa v dolini, no, ker Kurjopolc sem dobila, ker dejansko mi to prav eno tako zadovoljstvo daje moji duši in sem tako vesela, ko pridem na tisti vrh in pol je še večje veselje, ko si srečno dol. Voditeljica je našla ravnovesje med delom in sprostitvijo. Vsekakor pa se zelo veseli nove sezone pred televizijskimi ekrani. V njej boste lahko izvedeli vse v povezavi z naravo, kmetijstvom, obdelovanjem zemlje in življenjem na deželi. Govorimo tudi z različnimi glasbeniki, govorimo s strokovnjaki, tako da nova sezona prihaja, ki bo prav tako zanimiva kot vse prejšnje. Barbi nas je vse že zelo pogrešala, še posebej pa je pogrešala vse vas, gledalce in gledalke, ki jo zvesto spremljate. In jaz sem že komaj čakala, da pridem in da vas pozdravim. Živijo, s petkami bomo šli spet na deželo in sem prav vesela, da sem tukaj. No. Naša Barbi se že zelo veseli, da bo spet predstavila kaj novega. Povej, kaj pripravljaš recimo za novo sezono, a lahko kaj razkriješ ali do zadnjega ostajaš skrivnostna? Pa dajmo malo poti za določene zadeve in sicer to, da bomo spet zbirali najveseljakovo kmetijo za leto 2021, pa ena nagradna igra je v pripravi, ki še ne bom več povedala, naj bo to eno tako luštno presenečenje za vse tiste, ki radi spremljajo našo oddajo, in pa da bomo na polno hodili in kilometre naverali v petkah, no tako. Nagrade so v pripravi, nove vsebine tudi. S petkami na deželo, simpatična oddaja, v kateri izveste vse, kar se tiče kmetijstva. Spremljajte nas vsako nedeljo ob 3 popoldan s ponovitvama v torek in četrtek.